Dober dan, od srede do srede Živijo. prek aplikacije. V Delu je bilo objavljeno zanimivo pismo zelo heterogene druščine podpisnikov, recimo iz Slovenije, umetnica Jasmina Cibic, pa nekdanja kulturna ministrica Majda Širca, Slavoj Žižek, Alenka Zupančič, Mladen Dolar. Iz širše skupnosti, med drugim je to pismo podpisal tudi Jean-Claude Juncker, nekdanji predsednik Evropske komisije. Vprašanje je bilo, kaj bo z demokracijo v Evropski uniji v kontekstu izrednih ukrepov. Tarča, če lahko tako rečem, tega odprtega pisma, skupne peticije, je pa situacija na Madžarskem. Ti si to tudi prebral. Ja. O čem nam govori pravzaprav to pismo? Fokus je na Madžarski, ampak z ozadjem zaskrbljenosti nad prihodnjo Evropsko unijo, ne. Torej, kakšno Evropsko unijo želimo imeti in kakšno lahko imamo na podlagi pač teh dejstev, ki jih zdaj že pač poznamo, ne. Poročila v Madžarski so bila večkrat dana, med drugim tudi enega je podala iz parlamentarnega fonda Judith Sargentini, ki sem z njo enkrat intervju tudi delal, in so bila vsa negativna do Madžarske. Zdaj pa Madžarska pač dobila, oziroma Orban je dobil mandat parlamenta, da je on vse in da je vse Orban in da se tako rekoč parlament odpoveduje svoji lastni funkciji, in pokrito je pa za izrednimi razmerami, ne. In ti intelektualci so zdaj, oziroma začetniki so bili pač politiki, se mi zdi, ampak so se podpisali tudi prominentni intelektualci, tudi iz Slovenije, in so pač povedali, da ta trenutek ni katerikoli trenutek v zgodovini, da je pravzaprav prelomen trenutek in da ga kot takega treba videti, ga je treba obravnavati, ga je treba zagrabiti in nam ne sme biti vseeno, kakšna bo pač prihodnost Evrope, ker recimo konkretno za Slovenijo od tega je odvisna tudi prihodnost Slovenije. In so to neposredno povezali z korupcijo in umanjkanjem pač demokratičnih praks, kar pomeni sistemov nadzora, to, kar pač Američani rečejo checks and balances. To je ključ tega pisma, ne. Meni je bila pomenljiva tudi fotografija, ki jo je Delo objavilo ob tem odprtem pismu. In sicer to je fotografija na enem od znamenitih budimpeštanskih trgov. Na trgu dva do zob oborožena vojaka z puškami včasih smo rekli na gotovsi, zdaj te terminologije slovenske pa ne poznam, ne, se opravičujem. Maske, skratka, militarizacija boja proti epidemiji, in to na najbolj prestižnem mestu same Budimpešte. Zdaj, tudi pri nas je neka ta ideja, vendar v zelo omejenem dosegu, ne, se pravi, dati vojski dodatna policijska pooblastila za uredovanje na državni meji, in sicer ob kolpskih krajih. Je to primerljivo ali ne? Je in ni, ne. Po eni strani so pač ukrepi z delanja reda z silo, a ne, konkretno s policijo, eventualno tudi z vojsko, so lahko tudi sorazmerni, so lahko tudi pravilni. Če bi prišlo pač za namene pač vzpostavljanja okoliščin, da se COVID ne bi moral širiti. To se pravi, v tem smislu bi bilo sorazmerno. Vendar tisto, kar je bistveno za prihodnost, je to, ali so ti ukrepi zamejeni časovno in postavljeni pod določenimi pogoji. Kakšna je razlika med Ursulo von der Leyen in Orbanom, oziroma med Angelo Merkel in med Orbanom? Ursula von der Leyen je po mojem mnenju postopala narobe in Angela Merkel je po mojem mnenju postopala narobe. Ampak ker pripadajo nekim demokratičnim praksam in imajo neko refleksijo okrog tega, oni ne napadajo medijev, ampak jih berejo. Ko mi pač podamo kritiko, jo vzamejo bolj ali manj zares, jo vzamejo v račun,
bodi si iz preračunljivosti, bodi si zato, ker se s tem tudi na koncu strinjajo, naredijo korak nazaj. Orban pa nikoli ne naredi koraka nazaj, ampak vedno naredi samo korak naprej v smer totalizacije pač te njegove pameti in pa družbe. In recimo, kako neprimerno se je Nemčija obnašala do Italije in Španije, do juga, in kako neprimerno je Ursula von der Leyen molčala, je dejstvo. Ampak zadnji signali in poročila, ki jih gledaš, pa vidiš, da so tukaj upravičila, da so tukaj neki novi načrti, da so tukaj načrti, kako zagnati celotno gospodarstvo, kako spet utrditi identiteto. In ko je premier Sanchez, španski, govoril o Marshallovem planu, je to kaj hitro postal tudi besednjak Ursule von der Leyen. Ona je tudi začela govoriti o novem Marshallovem planu. Ne? In na ta način se pokažejo razlike v demokratični tradiciji. Ne, da bi jih hvalil, ampak mediji in pa javno mnenje na nek način v dobri demokraciji prijemle. In zato mogoče tudi ni niti naključje, niti presenečenje, da so se recimo, rečem, naši filozofi najboljši, podpisali pod nek spis, pod katerim je tudi Guy Verhofstadt pa Juncker. Ne? Se pravi, je možno včasih na nekih smiselnih točkah celo stopati v isto bojno vrsto proti pač mnogo večji nevarnosti in o tem razlagati racionalno, kljub temu, da recimo oblast pa vednost ponavadi ne gresta skupaj. Ne. Pri Orbanu je to zelo enoumno in tisto, kar je pri Orbanu pomembno in zakaj je to pismo za nas pomembno, je zato, ker se v bistvu Madžarska na nek način zrcali v Sloveniji, v večji ali pa manjši obliki. So nekateri, ki mislijo, da to ni nevarno ali pa da to ni simptomatično, za mene je to visoko nevarno in visoko simptomatično. Ne nazadnje se je že v prvih 5 minutah koronavirusa v Sloveniji preko vseh razumnih meja razpasla korupcija. In ta korupcija nikoli ne bi bila mogoča, če ne bi bilo teh praks, recimo konkretno zamenjave, ne, same zamenjave ljudi, ti ljudje, ki so bili zamenjali prejšnje ljudi v smislu strokovnosti, ne, so kar naenkrat postali epicenter korupcije. A je to naključje? Ne, ampak zdaj, korupcija postane problem takrat, ko veje oblasti zoper to ne ukrepajo. Ne? Včeraj smo imeli primer, ko je pri nas policija vendarle šla pogledat na blagovne rezerve, kaj se je dogajalo z naročili mask. Ne? Tako da bi iz tega lahko sklepal, da pri nas veje oblasti, ne glede na to, da so bili vrhovi policije tudi odstavljeni in nastavljeni novi, da policija naprej opravlja svoje delo na način, kot ga je dolžna opravljati. To se je meni zdel tak pozitiven signal. Drugi pozitiven signal, ki sem ga pa videl, ki je tak, pa ne rečem, ne budimpeštanski, je pa dejstvo, da je Ustavno sodišče tako rekoč v realnem času dalo od sebe nekaj, kar govori o tem, kaj mora vlada početi, ko gre za epidemijo oziroma ko gre za omejevanje svobode gibanja prek meja občine stalnega bivališča. Ja, zdaj to, kar si povedal, poskušava ekstrapolirati v Budimpešto. Ne? Če bi se slovensko Ustavno sodišče tako rekoč postavilo v vlogo naklonjenosti pač Orbanu oziroma oblastniku pač v imenu izrednih razmer in kužnega subjekta, v danem primeru je bilo to okrog beguncev, potem medlo stališče okrog šolstva, od neodvisnosti šolstva, univerz in tako naprej. Ne. Se pravi, če bi v Sloveniji parlament se podredil oblasti, pa rekel, mi se odpovemo svoji vlogi, ustavni vlogi, zaradi tega, ker so pač izredne razmere, ne, potem tega, kar si zdaj povedal, ne bi bilo. Pa je. Torej, mi imamo še neko demokratično zalogo, na kateri treba graditi. In to je izrazito pozitivno in se mi zdi, da v Sloveniji tudi je neke tihe rezistence, ko se ljudje, ki pravilno razumejo ustavnost, pač ne bodo predali. In jaz mislim, da je to dobra novica. Ja. Ne, mislim, jaz sem šel kar natančno gledati sporočilo Ustavnega sodišča. Ne? Sporočilo Ustavnega sodišča zahteva, da vlada zelo natančno poroča. In sicer, da poroča o tem, kakšni so učinki posamičnih ukrepov. In če gledamo krivulje, kaj se je z
širjenjem virusa dogajalo, bomo videli pač, da so določeni ukrepi prijeli, kajti 10 dni po sprejetju ukrepa je prišlo do spremembe krivulje, medtem ko določeni ukrepi pa po vsej verjetnosti niso prijeli. In eden od teh, ki potem, kakor znam jaz brati krivulje in krmi, znajo ljudje, ki so bolj vešči podatkovne analitike, znajo povedati, je pač, da ukrep prepovedi prehoda občinske meje pač ni imel nobenih učinkov in je torej odvečen. Če to ustavno sodišče sporoči in zahteva od vlade podatkovno utemeljitev, je meni zelo pomemben, rekel, pozitiven signal, ki govori predvsem o tem, da če tudi imamo epidemijo, vsak ukrep ni dovoljen, če ni dokazano učinkovit. Ja, to, kar zdaj sporoča ta peticija oziroma ti podpisniki pač besedila, ki ga omenjava in poskušava tudi izpostaviti kot potrebnega, je pravzaprav to, da se napotuje na prihodnost. Kako bomo stvari, demokratične stvari razumeli v bližnji prihodnosti in kje se pač ne smemo predati. Namreč, kje se ne smemo predati? Predati se ne smemo v tem, da bi se skušnjave neke avtoritarnosti prijele za nekaj stalnega, prvič. Drugo, kar je pa korupcija, ni tako nepomembna beseda, se sliši klišejsko, ampak ni tako nepomembna beseda. Poglej, Naomi Klein, teorija šoka, to je že povedala, da smo mi zdaj v desetletjih pravzaprav nekih stalnih stresnih situacij, iz katerih vedno nekdo izide bogatejši in vedno v imenu nesporazuma ali vedno v imenu obrambe pred nečem še slabšim. In v tej teoriji šoka konkretno recimo bi jaz pričakoval, oziroma se moramo mi vsi kot državljani zavzemati za to, da se revidira sleherni evro, ki je šel za maske. Sleherni evro, način, kako je šel za maske. Vsi vemo, da maske potrebujemo, ampak to, da nam eden, zapakira serijo papirnatih mask na gumicah in zato zaračuna 800.000 evrov. Glavni argument je pa to, da je s tem rešil 7 delovnih mest, je za mene katastrofa. Potem to, da postavijo neke nove ljudi, ki se postavijo za posrednike kupovanja te opreme naspram Kitajski, in to posredništvo, to je rak rana Slovenije. Celotna zdravstvena sfera, oskrbovalna zdravstvena sfera v zadnjih 20 letih je producirala škandale na tem posredništvu. In na njeno vzimo samo srčne opornice, stente, tipičen primer. Te maske so spet nov primer. Jaz mislim, da je treba neusmiljeno iti v neusmiljeno analizo in pokazati na to, da se koruptivne prakse izkorenini. Zdaj, če je neka situacija taka, da ti preprosto nimaš možnosti dobiti nečesa, moš to drugače gledati, kot če imaš možnost dobiti pač neko opremo. Ampak recimo v Ameriki sem gledal, so ljudje samodejno zaposlili svoje 3D printerje in začeli printati cevke za respiratorje, pro bono, sami od sebe. Dajmo nekaj narediti, da rešimo nacijo. Tukaj ni prostora za dobičkarstvo. Ga ni. Tukaj je prostor za altruizem, take in drugačne sorte. Tukaj imamo mi, Petko za nasmeh, ki dela prostovoljno in zastonj, in to ne sme biti vprašanje, po koliko centov bo maska stala, ampak tukaj je treba zagotavljati solidarnost za stare ljudi. In pri nas je pa prvo sekundo, ko se je megla spustila na Slovenijo, so prišli iz vseh možnih zakotij špekulanti vseh vrst in barv in na nek čuden način dobili tiho oporo v vladi. Ko govoriš o altruizmu, omeniti je treba tudi, produkcijo mask narejenih iz blaga za pranje, ki so ga delale oblikovalke, modne oblikovalke. Ja. Sicer gre za obseg, ki lahko rečemo, da je butičen, pa vendarle je šlo potem nekaj 100 teh mask v bolnišnice v času, ko je bila stiska največja. Vse pro bono, seveda, da se razumemo,
S tekstilom so pomagali pač podjetja, ki se s tekstilno industrijo ukvarjajo, vendar spet pro bono je v civilni družbi nastalo veliko uporabnega materiala. Ne? Ja, in to je zanimivo pač povedati tudi to, ne, da takrat, ko je vlada, sta konkretna zdajšnja naša vlada, začela govoriti, da ona pa ne bo dovolila vojnih dobičkarjev, sem se jaz takoj, ne, v dobrem starem Hitlerjevem SS slogu rekel, zdaj se je treba pa prijeti za denarnice. Ne. In dejansko se zdaj izkazuje praktično iz dneva v dan, kaj vse se je že zgodilo v pičlih 2 tednih. Ne. To je nekaj, in zdaj na to lepim ali pa cepim poziv za prihodnost pač teh intelektualcev. Na te stvari je treba biti do skrajnosti občutljiv in v tem smislu je treba vsak evro preučiti za nazaj, zato da se ga vnaprej ne bo zgubljalo. Ne. To je ključ tega sporočila. Pa ne gre samo za evro, gre potem tudi za demokratično odzivnost, gre za tip družbe, v katerem bomo živeli in ne delajmo si nobenega dvoma. Ta pandemija je spremenila podobo sveta ne samo za 1 leto, ampak mogoče trajno. In je pač treba izumiti nov način, ki bo nemara celo boljši. Ne? V ekologiji imamo zelo lepe učinke. Recimo naftni lobby v Ameriki je izpolnil vsa pričakovanja tovariša Marksa, ne? Da je poklonil 30 evrov za to, da si en soček nafte odpeljal, ne da si moral plačati za to, da si ga dobil. Ne? Mislim, to je sicer komičen. A si si kurilno olje včeraj naročil? Jaz sem si naročil plin in je mastno stal, ne? Ker Slovenija bo pravilno, to pa pozdravljam, ne? Da Slovenija ne potrebuje pod evro spuščati cene goriva, ampak preprosto naj to razliko prelije v trošarine in sistem plača zdravstvo. Ne? S tem bi se jaz celo strinjal, ne? Ampak treba pa to delati transparentno. In naslednja tema, ki bo pa zelo vroča in jo bo treba zelo, zelo opazovati, bodo pa spet novi pozivi k privatizaciji zdravstva oziroma vskakovanju privatne pobude v odpravljanje zaostankov. To je treba pa paziti spet. To bo pa spet en tak lep nov poskus že videnega. Mislim, prve izjave v to smer so iz ust ministra Tomaža Gantarja že prišle, ne, da je zdaj pomembno tudi zasebno zdravstvo vključiti v to, da se skrajšuje čakalne dobe. Ne? En mesec teh čakalnih dob se je v resnici nabral. Gre bolj za vprašanje, po mojem, veš, kako javno zdravstvo zdaj usposobiti, da na varen način zvozi svoje običajno delo. Ne? Jaz sem imel včeraj nek stik z zdravstvom oseben, ne? Sem se zdravnico po telefonu zelo natančno in zelo v redu zmenil, po mojem mnenju, vse, kar je bilo potrebno. Ja, recimo, če vzameva ekstremne primere, ko so čakalne vrste, predvidene vrste za določene posege dolge 1 desetletje. Ne vem, a je mesec k temu problemu kaj dodal, dvomim. Ne? Jaz mislim, da se bo zdaj treba posvetiti javnemu zdravstvu toliko bolj, zmodelirati pač ta način, pripoznati, da je javno zdravstvo v svetovnem merilu velika dobrina, ki jo je treba obnoviti in iti stran od pač ameriške prakse, ki se je sama po sebi, ki se je izrušila vase v teh mesecih, v teh tednih. Ne? Dobro, hvala za tokrat, naslednjo sredo greva naprej. Drži, hvala. Živjo.